začeli. Boštjan Napotnik se ne bi nam še pridružil, nič ni javno, da ga ne bo. Urška Perenič je javila, da je bila zadržana, tako da je ne bo. Imamo pa tukaj sogovornikov. Na moji ima Jurg Hartmann z Društva slovenskih založnikov, poleg nje Janez Miš iz Zbornice književnih založnikov in knjižničarstev, tamle pa Simon Krek, ki je vodja projekta GAMS, oziroma pač enega od modelov, slovenskih modelov, splošnih modelov umetne inteligence, in pa Ignacija Fridl-Jarc, ki je tudi naša gostiteljica danes, Slovenske matice. Torej, pozdravljeni vsi. Vsak zastopa na nek način svojo panogo, ampak hkrati pa smo tukaj tudi zato, da se pogovorimo nasploh o zadevah, ki se dogajajo v zvezi z umetno inteligenco. Vemo, da umetna inteligenca je zelo neko vroča tema, zelo veliko se govori o njej iz različnih aspektov. Danes bomo govorili, pravzaprav samo se bomo osredotočili na aspekt avtorske sorodnih pravic, ki pridejo v poštev pri uporabi, ko gre za razvoj teh splošnih modelov. To so te jezikovni modeli, ki to ni naš sogovornik, ampak okej, še vedno upamo, da bo prišel, ker bi nam Boštjan Napotnik seveda osvetlil tudi zadevo z vidika uporabe v recimo reševalskih agencijah, pa tudi kot avtor in imetnik, tako da fajn, ampak upam, da se bo tudi kdo v publiki našel, ki je avtor in imetnik, znal tudi kaj iz tega vidika povedati. Zdaj, namen te okrogle mize, ki naslov je pač umetna inteligenca in avtorska pravica v Sloveniji, tako da relativno generičen naslov, je odpreti strukturiran dialog med ključnimi deležniki o uporabi avtorskih del pri razvoju splošnega slovenskega jezikovnega modela in umetne inteligence. Poseben poudarek bo na vprašanju zakonitosti, pravičnosti, preglednosti in trajnostnih modelih sodelovanja, ki bodo spoštovali pravice avtorjev in založnikov in hkrati pa omogočali razvoj slovenske umetne inteligence v javnem interesu. Torej, tukaj iščemo neko win-win situacijo, iščemo nekaj, kar bo dobro za celotno Slovenijo, za slovenski jezik, za slovensko kulturo, za slovensko kulturno dediščino, hkrati bo pa seveda tudi pravično do imetnikov avtorskih pravic, ki se pri tem uporabljajo. Tako da, govorili bomo splošno o teh slovenskih jezikovnih modelih, pa tudi nasploh o velikih jezikovnih modelih v svetu, kakšne so potrebe in koristi teh modelov in kaj pravzaprav pomeni vzpostavitev umetne inteligence za manjše jezikovne prostore. To je pomembno, ker vemo, da trenutno se razvijajo modeli za velike jezikovne sisteme, nenazadnje tudi ChatGPT, pa Claude, pa vse te antropike in te razvijalci razvijajo večinoma za angleščino, pa je, da ti modeli tudi prevedejo vse najprej angleščino, pa pol druge jezike, da uporaba angleščine je tukaj 95%, mogoče par odstotkov je potem ostane za francoščino pa druge velike jezike, za slovenščino praktično nič, oziroma gre v promile. In tle je zelo pomembno, da mi take modele razvijamo, tako da nikakor ni za razumeti, da tukaj smo zato, da bi govorili samo o tem, na kakšen način zavarovati te pravice, ampak zato, da bi te pravice prišle v prave roke na prav način. Zdaj seveda umetna inteligenca ima zelo široke implikacije. To ni samo jezikovni model, to je model, ki praktično rešuje probleme od matematike do arhitekture in vseh možnih panog, skratka dela vse. Zdaj v pariškem ŽDP-u je trenutno ena zelo zanimiva razstava o umetni inteligenci, kjer govorijo o umetni inteligenci tudi kot o eni vrsti arheologije vsak dan, ki pravzaprav rekonstruira tudi določene stare modele, stare vzorce. Tako da to je pravzaprav zelo širok pojem. Umetna inteligenca je nekaj, kar je mogoče večjega, kot so prinesli elektronski mediji, kot je prinesel sam internet, ali pa tudi ne. Nenazadnje so te stvari zelo relativne, čez 100 let vprašanje, kako bomo gledali umetno inteligenco. Ni nujno, da bo to največja industrijska ali pa postindustrijska revolucija. To se bo vse še videlo, ampak kljub vsemu soočeni smo s tem fenomenom, ki je na nek način soroden tudi kibernetični umetnosti in strojnemu, naključnemu generiranju umetnin,
kot so jih ustvarjali Ulipo, Perek, pa Calvino, in o katerem je pravzaprav govoril tudi Dušan Pirjevc v svojih predavanjih, izdal knjižico Kibernetika in kibernetska umetnost. To je zanimivo. Ampak danes bomo govorili, umetna inteligenca ima dve plati. Eno je tako imenovan input, se pravi tisto, kar črne skrinjice konzumirajo, požirajo, zato da ustvarijo output. Danes so od outputu oziroma teh zadevah odgovorih, ki jih ustvarjajo mašine, takih promptov, kot temu rečemo, ne bomo govorili. Sprav ne bomo se ukvarjali s tem, ali so te outputi avtorsko varovani, ali so to pravzaprav umetnine, ali so to kreacije, ali je to zgolj zastrojeno. To je velik problem. To se zdaj v Ameriki tudi American Copyright Office, pa to se s tem zelo veliko ukvarja. Kaj pravzaprav lahko zavarujemo, in to so po stotine strani dokumentov, na kakšen način se to lahko zavaruje, ali se lahko zavaruje in ali ima to sploh smisel. In potem so tukaj tudi kombinacije tega, da je to človek soustvaril z strojem, kako zdaj to vrednotiti, kako varovati. Je seveda v Ameriki eno vprašanje, v Evropi pa spet drugo. Evropska unija ima svoje modele varovanja, Amerika pa svoje. Zdaj, evropski kontekst se zelo hitro spreminja, ker zadeva umetno inteligenco. Zdaj, uredba o umetni inteligenci EU stopa v veljavo 2. avgusta letos in vodila Evropske komisije za splošne modele umetne inteligence bodo objavljene maja, oziroma so zdaj v konzultaciji, bodo objavljene verjetno junija 2025. Zdaj, politika skladnosti z evropskim avtorskim pravom, zdaj upoštevati strojno berljive sisteme pridržanja pravic, zahtevajo te kodeksi, kot je recimo Robots.txt, pa tehnološke omejitve. Tukaj se zdaj zahteva marsikaj v teh kodeksih obnašanja teh splošnih modelov, ker v tej konzultaciji, ko govorimo o evropskih pravnih dokumentih. Predvsem pa govorimo o izključitvi piratskih domen, ker te mašine, kot pravijo te spletni pajki, prskajo vse posod, ne da bi niti vedeli, da so mogoče to piratske vsebine. Tega imamo ogromen in kako zdaj to zaščititi, kako se temu izogniti. Tako da tukaj so različni napori za omejitev kršenja avtorskih pravic. Zdaj tukaj imamo, evo ga napol. Izvoli, Boštjan. Akademsko, ne? Ja, akademski šiter. Vsi smo te hoteli čakati, potem so rekli, da nekaj začnemo. Izvoli. Boštjan Napotnik je struktura DDB, sicer avtor, imetnik avtorskih pravic, ampak tudi uporabnik, tudi uporabnik, tako da bom povedal, kako on pravzaprav vidi to umetno inteligenco in njeno uporabo z avtorskimi pravicami. No, tukaj da nadaljujem. Zdaj, večina organizacij, ustvarjalcev in strokovnjakov danes meni, da rudarjenje besedil in podatkov iz členov 57a in b slovenskega zakona o avtorskih sorodnih pravicah, to je bilo preneseno iz direktive o avtorskih pravici na enotnem digitalnem trgu iz leta 2019, to ni primerna podlaga za trening modelov umetne inteligence. Zdaj, direktiva je bila dejansko mišljena za druge namene, takrat, ko smo direktivo sprejemali, nismo bili toliko pozorni na ta dva člena, no, nekateri so bili, to sta člena 3 pa 4, tako imenovani text and data mining v direktivi in takrat je šlo bolj za člene 5, pa 15, pa 17, kjer govorijo o internetni uporabi v spletnih platformah. Takrat pa je to strojno učenje imelo nekakšen drugačen namen, tle je šlo za neko iskanje vzorcev, statistiko in tako naprej. Ne pa toliko za povzemanje celotnih in reproduciranje celotnih korpusov, mogoče jezikovnih korpusov celotnega jezika, iz katerih bi potem ustvarjali neke nove vsebine. To je seveda povsem nekaj drugega. Zdaj, kaj bo rekla EU, na to že vemo približno, oziroma se bo videlo iz tega kodeksa ravnanja umetne inteligence, po drugi strani pa seveda je vprašanje, na kakšen način se bodo te zadeve potem implementirale in kakšna bo sodna praksa. Ker mi lahko govorimo, ok, to je TDM, to ni TDM, ampak v končni fazi sodišča bodo tista, ki bodo o tem odločili, ko bo prihajalo do tožb. Zdaj, do tožb prihaja v Ameriki na precej visokem številu, ampak Amerika, sistem ZDA je drugačen, oni ne poznajo tako imenovanega tristopenjskega testa, ki pri takih izjemah omejuje uporabo. Na te tri klasične, se pravi, da gre za običajno uporabo dela v običajnih okoliščinah, ki ne pretirano škoduje pravic in imetnikov.
Tako da tukaj, ko pa gre za Ameriko, imamo tako imenovani fair usage, tam so pa 4 v bistvu kriteriji tega testa, poleg teh treh. Je pa to še 4. kriterij, to pa je obstoj licenc, ki so že na voljo in omejuje možnosti fair uporabe, drugih ne. Tako da tle, če so licence na voljo v Ameriki, to pomeni, če industrija, copyright industrija razvija dovolj licenc, potem to je v Ameriki eden od kriterijev, ki omejuje uporabo teh izjem, njihovo obširnost. Tako da to je zdaj v Evropi malo drugače. Tudi v našem zakonu imamo 3-stopenjski test v teh 57a pa B členu, tako da tle to so zadeve, ki jih je treba predebatirati. Zdaj, sama uredba o umetni inteligenci in kodeks uporabe sta problematična. Nazadnje na konferenci IFROC, smo imeli prejšnji teden v Luksemburgu, je Emmanuel Duchalard, ki je vodja Evropske komisije za copyright, je opozorila na možnost pridržanja pravic pri rudarjenju besedil in podatkov, ki jo imamo tudi, to možnost pridržanja imamo tudi v slovenski zakonodaji. Zdaj, koliko se to dejansko uporablja in koliko je to možno v praksi uporabljati vprašanje. Axel Voss, ki je bil raporter pri uvedbi DSM direktive leta 2019, je tudi zdaj opozoril, ko je bila debata v Evropskem parlamentu na to temo, se je spraševal, zakaj je Evropska komisija sploh vključila rudarjenje besedil in podatkov v uredbo o umetni inteligenci. Tako da to so zadeve, ki jih je treba predebatirati, ki jih bomo danes nenazadnje predebatirali tudi na slovenski ravni. Ker tle vemo, da gre za metapodatke, za pridržanje pravic v te metapodatke zelo pomembni, ker ko imamo mi določen tekst, ki gre v strojno obdelavo, če so metapodatki pravilno postavljeni, lahko vemo, za katera dela so uporabljena in jih lahko tudi potem izločimo v tem primeru opt-outa, ko govorimo o pridržanju pravic. Tukaj je potem še nekaj primerov, recimo britanske situacije, španske situacije, o katerih bomo govorili kasneje. Zdaj pa pejmo na slovenski projekt GAMS, oziroma na razvoj slovenskih jezikovnih modelov. Zdaj, seveda, najprej nas zanima, kaj pravzaprav GAMS je, kako se ti modeli razvijajo, zato bom prosil Simona Kreka, da nam malo razloži, kako nastaja tak model, kaj je njegov pomen in kakšna je uporaba avtorskih del. Ja, zdaj mislim, da je precej jasno, da v 3 minutah se ne da razložiti celote, bom skušal samo glavne poante poudariti. Zdaj, ta projekt ima neke 3 segmente. En segment je to, da se naredi sam model, pa bom povedal kasneje kako. Drugi segment je to, da se zbere besedila in da se preveri vse te stvari, ki so bile zdaj omenjene, v smislu pravnih vprašanj, etičnih vprašanj varovanja osebnih podatkov in tako naprej. Tretji del je pa to, da se dejansko potem ta model, ki je narejen tudi na podlagi teh podatkov, preizkusi v praksi in tukaj imamo pač podjetja v tem projektu, ki preizkušajo to znotraj medicinskega primera, potem znotraj industrijske rabe modela v smislu razpoznave govora v takih malo težjih okoliščinah, kot so recimo tovarne in tako naprej. Potem imamo generiranje kode in en primer iz digitalne humanistike, področje, ki se mu reče GLAM, to se pravi muzeji, galerije, knjigice in tako naprej. No in ta 3-letni projekt, ki se bo končal naslednje leto, junija, da bi naredil model. Tisto, kar je zame zelo pomembno, je to, da bi nastala neka osnovna infrastruktura za zbiranje gradiv, tehnična infrastruktura in hkrati tudi pravna. Kar je pa še potrebno poudariti, je pa seveda to, da v celi Evropi, tako kot po celem svetu, tudi po vseh državah Evropske unije, potekajo zelo podobni projekti, kjer nastajajo modele za poljščino, danščino, španščino in tako naprej. In vsi se zdaj po celi Evropi ukvarjamo z podobnimi vprašanji in tudi po celi Evropi imajo takele debate, kot je danes tukaj. Pri čemer obstaja pa tudi iniciativa Evropske, se pravi komisije, ki se imenuje ALT-EDIC, to se pravi Alliance for Language Technologies. To je nekaj, kar financira Evropska komisija, deloma financira tudi
države članice, Slovenija je član tega Alt-Edika in tam naj bi se naredil pa evropski model z vsemi evropskimi uradnimi jeziki vsaj. Upamo pa, da še kakšen zraven, kjer naj bi se razrešili na evropski ravni vse te dileme tipa od vprašanja avtorskih pravic, zbiranja gradiv, gradnje dela, ker rabite veliko moč, kot vemo, in ostala vprašanja zato, da pridemo do pravno vzdržnega, dobrega modela za vse evropske jezike. In to je pa zadeva, ki se je začela letos in traja ravno tako 3 leta. In tako, za ta namen je treba imeti v glavi, da tukaj v neki taki počasni evropski maniri nastaja nekaj, kar naj bi vzdrževalo na dolgi rok infrastrukturo za umetno inteligenco na ravni Evrope. Ne vem, zdaj. Sami podvprašanje, ta Alt-Edit, kot ste rekel. Edik, Alt-Edik. To je v bistvu kaj? Skupina ali projekt? To je združenje, kjer so članice države in se pravi, to združenje zdaj podpirajo 3 projekte, ki so v skupni vrednosti 100 milijonov evrov, kjer se za polovico denarja približno dela model, za polovico pa vse ostale stvari, ki jih ta infrastruktura rabi, kot je recimo zbiranje gradiv, pravno vprašanje, etično, kar sem prej rekel. Se pravi, ta zadeva, karkoli bomo naredili v tem projektu na ravni Slovenije, se bo tako rekoč neposredno prelilo v ta evropski projekt. Ok, hvala. Ignacija Friedl-Jarc, jaz bi vas vprašal, kako pa vi vidite slovenske modele umetne inteligence z vidika pravne regulative? A mi potrebujemo dopolnitve zakona o avtorskih in sorodnih pravicah? A bo morala slovenska zakonodaja biti strožja od evropske? Kakšna je trenutno? Ja, tukaj seveda sedim kot predstavnica založbe in seveda tudi avtorjev, ki za to založbo pišejo. Jaz mislim, da Bernska konvencija, WIPO in TRIPS jasno določajo temeljne postulate avtorskih pravic. Vemo, da je Evropski parlament v letu 2020 sprejel tiste 3 resolucije, kjer je tudi odločno zagovarjal stališče, da nekako stroju in umetni inteligenci ne moremo pripisati osebnosti in s tem tudi nekih avtorskih pravic. Vsekakor pa moram reči, da sem se s tem problemom razmerja, nekako dajanja naših besedil na razpolago za vzpostavljanje tega jezikovnega korpusa v slovenščini soočila prvič nekako pred 5 leti, ko sem dobila dopis Inštituta Jožef Štefan, če bi lahko seveda omogočili dostopnost do besedil Slovenske matice. Takrat smo seveda skladno z vsemi avtorskimi pogoji, pogodbami odločno zavrnili, da tega niti nimamo pravice, niti ne moremo. Tu je prišlo do nekako najnega soočenja prvič. Zdaj pa moram reči po tem ponovnem valu, s katerim se soočamo v zadnjem letu, pa seveda smo dobili kar nekaj dopisov avtorjev, da odločno nasprotujejo, da bi njihova besedila kakorkoli bila na razpolago za ta zajem. Tako da Slovenska matica zagotovo vztraja na stališču, da moramo zaščititi človeško ustvarjalnost. Človeška ustvarjalnost, ravno zaščita avtorskih pravic je bila pogoj za nekako ohranitev spoštovanja in seveda tudi vzpostavitve človeške ustvarjalnosti kot tiste najvišje vrednote. To je tudi vrednota, ki jo na nek način 160 let zagovarja prav ta ustanova. Po drugi strani pa seveda je za Slovensko matico ključno, da se slovenski jezik razvija, da je čim bolj široko dostopen in kako zdaj tu vzpostaviti pravo razmerje na pravni podlagi,
Mislim, da so zelo nujne in primerne to vrstne okrogle mize in razprave. Vsekakor pomenim, da mora Slovenija strogo zaščititi avtorske pravice. Te avtorske pravice so zaščitene, kot so varovane pač v smislu ZASP-a in ZPO-ASP-a. To je bolj ali manj jasno. Tukaj so bile prenesene vse direktive, ki so bile potrebne, zato da so se prinesle Bernska konvencija, WIPO, Copyright Treaty in tako naprej, vse te zadeve, ki so mednarodno relevantne. Tako da to imamo. Seveda imamo pa tudi nekaj teh členov, ki govorijo o različnih izjemah za različne potrebe, med drugim tudi za text and data mining, ki smo jo že omenili. Zdaj, seveda, ta izjema tudi vsebuje neko pridržanje avtorskih pravic, ko konec koncev govorimo o tem, da ti modeli nastajajo in bodo nastajali, in je prav, da nastajajo in seveda brez pravic imetnikov ne bodo mogli nastati. Zdaj, seveda, imetniki pravic so tako avtorji kot založniki, tako da tle je zadeva pač seveda med njimi, pogodbenih razmerij med njimi. Tako da, seveda, eno je reči, mi smo za to, da varujemo pravice, seveda se s tem vsi strinjamo in s tem se ne moramo ne strinjati, drugo je pa seveda tudi, da taki modeli nastajajo in bodo morali nastati in mislimo, da tudi avtorji in založniki, nazadnje mislim, da se strinjajo s tem, da je prav, da nastajajo taki modeli v slovenščini, ker ne moramo imeti samo nazadnje globalnih modelov, ki požirajo naše avtorske pravice, pa konec da pa nič ne moramo narediti. Tako da se strinjam, zelo lepo je, da imamo tako problemizo in da o tem govorimo, ampak zdaj pa bi jaz vprašal založnike oziroma predstavnika založnikov, mogoče najprej Majo Jug, kako pa zdaj vi vidite to, recimo tukaj imamo možnost pridržanja nekih pravic v teh izjemah, če so te izjeme aplikabilne na to uporabo, ne nazadnje so pa potem tukaj možnosti licenciranja. Zdaj v IFU ste zelo veliko teh možnosti licenciranja, na kakšen način in kako. Kako pa vidite založniki zdaj to zadevo? Ja, pri založnikih je tako, ne? Torej, vsaka novost je pač neka prelomnica, ne? Ampak vsaka novost, ki pride, pa ne moramo govoriti, da je to novost, ne? Je koristna za vse. Ne? Zdaj, če pogledamo z vidika avtorjev ali založnikov, odvisno pač od usposobljenosti, želja in seveda zmožnosti bi vsi izkoriščali tudi to. To neskončen pul ali izvir, ali kako tem rečemo, ki se ves čas tudi napaja iz nekih neznanih virov, če tako rečemo. Ne. Obratno je pa drugače. Ne. Zdaj, če vprašate avtorje in seveda tudi založnike, ki smo pravzaprav, kaj ne rečem, v vlogi nekoga, ki dela red, ne. Že s svojimi pogodbami ščitimo tako avtorske pravice, kot tudi svoje pravice in z njimi razpolagamo na način, kot jih določajo pogodbe. Zdaj, avtorje vprašati, ali bi vaše delo lahko vključili brezplačno v te različne obdelave, modele, tako rečemo, algoritme, ne, je težko vprašanje. Zakaj? Ne? Sej, mi vemo, da avtorji se bodo vedno strinjali, če so stvari transparentne, enako velja tudi za založnike, ne? In so tudi primerno vrednotene, ne? Tako kot je recimo knjižnično nadomestilo, tako kot je izposoja elektronskih knjig, karkoli, da ne naštevamo. Ne? Na tak način je verjetno lahko vrednotiti tudi avtorska dela. Mislim, da je to vprašanje. Ne? Torej, lahko na način, ki je transparenten in dogovorljiv. Kajti vsekakor moramo vedeti, da uporaba umetne inteligence je danes lahko zelo uporabna, hkrati pa seveda tudi vsebuje določene pasti, ne? Od etičnosti do kakovosti in tako naprej. Vse te stvari, ki že poznamo, pa to tudi predmet razprave. Vse tukaj dogovarjamo o tem, ali je smiselno slovenska besedila, ne? In na kakšen način jih umestiti v te algoritme zgodbe in obdelavo podatkov. Mislim, da bi ta dogovor vsekakor bil možen, vendar z uporabo modela, ki bi to tudi ovrednotil finančno. Hvala, Maja. Janez Miš, kako pa vi na zbornici gledate na to možnost uporabe 57a pa 57b členov kot izjemo za podatkovno in besedilno rudarjenje
v zvezi z uporabo za jezikovne modele. A je to uporabno ali na kakšen način si pa predstavljamo tukaj možnost licenciranja? Ja, jaz mislim, da licenciranje v digitalni dobi pravzaprav sploh ne bi smel biti problem, ker imamo razvite orodja in to ne bi smelo predstavljati problema okrog tega, kaj je zajeto, kaj ni zajeto. Se pa bi jaz bolj naslovno na to, kar sta moja predhodnika rekla, namreč tudi stališče zbornice, pa tudi moja osebna kot založnika, da če delamo neki jezikovni model tega, vem, da ne bomo mogli ustaviti in tudi mislim, da noben ne založnikov ne želi ustavljati, ampak da moramo se zmeniti za nek fair play. Ker jaz sem dolgo pred nekaj, tam nekje sredi aprila, od ene naše avtorke dopis, ki ga projekt Univerza plus nekaj podjetij dela tudi na projektu Povejmo. To je vaš projekt. Tule se v tem dopisu poziva avtorje, da naj brezplačno odstopijo svoja dela za uporabo za učenje tega jezikovnega modela. Govori se o več, mislim, o strašne številke tega, da bomo zdaj bral kakšen mora ta jezikovni korpus biti. Pa bom jaz in avtori, ki so mene klicali, to so moji avtori, pa tudi avtori, ki so klicali na zbornico, temu brezplačnemu dajanju odločno nasprotujejo. Jaz bom mogoče mačkeno zašel, oziroma bom mogoče dal malo butast primer, ampak pravzaprav se mi zdi zelo poveden. Ko smo mi, namreč govorimo da je ta LLM nacionalni interes. Strinjam se, je nacionalni interes, prav je, da ga imamo, ampak ko smo se mi v 90-ih letih odločili za takrat je bil nacionalni interes avtoceste. Mi smo dobili izvajalce, mi smo dobili projektante, se pravi univerza, pa ta podjetja, ki delajo, se recimo izvajalci pa projektanti, ampak te ljudje so potem šli do tistih, ki so do rodarjev, se pravi poskakopov, šli so do betonarjev, pa šli so do železarjev in so te gradnike plačali. Gradnike v primeru LLM-jev so pa besedilni korpus. In zakaj teh besedilnih korpusov pa zdaj, mislim, v katerem interesu jih dajemo mi naprej zasnovati? Jaz tole ne vidim smisla. Če se pa to na nek pravičen način zmerno, pa nimamo nobene zadržke, tudi avtorji nimajo zadržke. Hvala, sej tukaj. Jaz bi mogoče še nadaljeval, da spela misel do konca, če smem, ker dejstvo je, da te jezikovni modeli se bojo potem na koncu tržiti. To bomo v drugem sklopu se lotili tega vprašanja poslovnega modela, ampak ja, me veseli, da je pač to prišlo na dan, seveda. Ja, mi smo pač odločno zavzeli stališče, da se tega, mislim, da ne nasprotujemo, ampak da moramo pač se zmeniti za neko pravično odškodnino. Absolutno, gotovo se vsi s tem strinjamo in mislim, da smo tukaj zato, da se to pogovorimo. Zato smo zastojni ali kakorkoli. Ampak mene zanima zdaj še, bom rekel, avtorski vidik, pa tudi vidik oglaševalca, če tako rečemo, ali pa tekstopisca za oglaševanje, Boštjan Napotnik. Kaj pa vi mislite, oziroma kaj ti misliš, no, se pa poznava, sodikava, kaj ti misliš, kako pa pravzaprav, na kakšen način pa ti gledaš na to pridržanje pravic, pa na tvoje pravice pri tem, hkrati pa tudi kot uporabnik teh modelov najbolj? Po mojem, tako kot vsi, tako ja, je treba, ampak, skratka, zmer govorimo o ampak to, da vendar, in tudi jaz imam tako, jaz mislim, da se, kar se avtorjev tiče, začela cela ta Pandorina skrinjica odpirati že veliko časa nazaj. Takrat je bilo v marketingu in nasploh je bilo zelo popularno Web 2.0, skratka internet, ki ga nismo več samo brali, skratka, ki ni šel samo v enosmerno, ampak smo začeli uporabniki tudi dajati vsebine noter, blogi, fotografije, socialna omrežja. In takrat smo, recimo, jaz sem tak skizofren avtor, veliko mojih besedil je brezplačno govoril, če greste zdaj na moj sicer že malo zapuščen blog, krugljubino.com, je tam veliko
nekih besed, ki sem jih jaz, ki so brezplačno na voljo vsakmu. Skratka, jaz sem to pisal za svoje veselje, naivno v bistvu na nek način. Sicer del tega sem kasneje uspel prodati v obliki knjig, za katere pa so avtorske pravice. Mislim, sem bil plačan kot avtor, Mladinska knjiga, Cankarjeva izložba je pa še zmeraj nosilec teh pravic za knjižno obliko. In takrat smo tudi v marketingu, skratka oglaševalci, smo bili zelo veseli, ker smo postavili neke male platformice, ker ni bilo treba nam pisati vseh besedil, ampak so kar uporabniki pisali, slikali, dajali in tako naprej. Profite je pa vlekla samo ena stran. Skratka, vsi smo zdaj nenadoma s temi nezavedno, ne hote, ne vede, začeli zbijati vrednost pisani besedi, fotografiji, sliki, zatem, ker smo bili pripravljeni to, kar dajo za ston, oziroma za neke lajke, za neko grajenje družabnih mehurčkov in tako naprej. Seveda, marketinška industrija, ali pa nasploh industrija na drugi strani je pa znala, je pa skozi razmišljala o tem, kako te zadeve, te podatke, kako bomo iz tega neke novce potegnili. Tako da, skratka, jaz ne vem zdaj, kaj naj rečem, razen to, da v korpus verjetno mogoče celo že preletel, kakšen botek pa je najdel moj blog, pa je že pobral dol te besede, ali morajo se eksplicitno blog označiti, da lahko, ne vem, kako to gre. Srečal sem se prejšnji teden prvič s to pobudo. Tako da po moje bo blog šel v ta korpus. Knjige bo pa verjetno Mladinska knjiga ali pa neko združenje avtorstvo reklo, kaj ne zdaj s tem naredimo, pa me mogoče enkrat vprašalo. Je pa jasno, da pač ta korpus, vsem je bilo fajn, ker ni bilo treba več slovarja slovenskega knjižnega jezika kupiti v papirnate oblike, ampak ga imamo zaston na fran.si, pa imamo zdaj še frančka za otroke, pa imamo vprašanja, imamo Franja tudi. Tako da to nam je vsem fajn kot uporabnikom in da nam je to tudi na voljo brezplačno, nam je sploh fino, ker včasih moral pač plačati s tem slovarji, so kar koštali. Jaz sem se študiral slovenščino, pa je bilo treba to kupiti, ker bo treba neč prostor, narediti se v študentski sobi in tako. Nikoli se pa ne vprašamo, kdo je ta zadnji, ki, kako ste pa vi rekli, kje je bilo železo, kje je bilo pesek in koliko je bilo za to plačano. No, hvala, Boštjan. To je zanimiv aspekt, seveda je tako malo univerzalističen, ker je tudi prav v takem primeru, eni so pa bolj partikularistični, da si gledajo na to kot na te gradnike, ki jih je treba seveda plačati. Zdaj pa, seveda, perspektiva avtorjev je ni čist identična perspektivi založnikov, kot si omenil, tukaj odvisno kakšne pravice so avtorji založnikom prodali, tako da tukaj je treba to videti, kdo je pravzaprav za imetnik, to ni čisto enoznačno, ampak dobro, to je drugo vprašanje. Zdaj bi se pa jaz mogoče obrnil na to, drugi sklop te debate je pa, da GAMS je zasnovan kot javni projekt z odprtim dostopom, kot neka raziskovalna infrastruktura, ki potencialno ni komercialne narave, ker moramo vedeti, da tudi v zakonu sta dva člena, en govori o sledilnem in podatkovnem rudarjenju za komercialne namene, drugi pa za raziskovalne namene. Zraven je pa tukaj še tristopenjski test. Zdaj tukaj pa obstaja potem možnost prilagoditve teh modelov, da lahko postanejo komercialni, ne vem, neka banka lahko vzame to pa prilagodi GAMS model za slovensko bančništvo, lahko se to zgodi za medicino, lahko se zgodi za različne, za start-up to prilagodi za svoje potrebe in tako naprej. In se potem tukaj se postavlja vprašanje komercialne rabe. Ali pa tudi sicer, kaj pa če bodo GAMS uporabljala podjetja za svoje popolnoma komercialne namene, in iz tega generirala neke profitabilne vsebine, iz katerih bodo seveda spet črpali prihodke. Kaj se pa tukaj zgodi? To je ta tako imenovana aplikacija teh modelov. Zdaj, kako pa gledate na to, Simon Krekaj, kako pa boste preprečili tak tip uporabe, ker konec koncev gre za znanstveno-raziskovalni projekt? Mislim, ta projekt je raziskovalno-inovacijski. To pomeni, da je namenjen temu, da tisto, kar se proizvede znotraj raziskovalnega dela, gre potem dejansko v inovacije, torej v komercialni
namen. In to je v bistvu zelo jasno povedano in eksplicitno. Zato jaz v resnici obrnem perspektivo, ne, ker to, kar je proizvod tega projekta, je v bistvu v resnici za to debato nepomembno, ker te modeli, mislim, ali v GAMS, ali čez nekaj let nekaj drugega, ali v naslednji let nekaj drugega, je v bistvu vseeno. Tisto, kar ni vseeno, pa je, kaj se dogaja s slovenščino znotraj umetne inteligence. Zaradi tega, ker se to, kar je ta projekt in tisti, ki sem ga omenil prej, ne, bo na nek način določilo za kar nekaj časa naprej, potem, kje bomo z slovenskim jezikom in kako bo vključen in na voljo znotraj umetne inteligence. Kaj zdaj to pomeni? Morate razmišljati o tem. Ne? Odprtih modelov je kar nekaj. Pač kitajski DeepSeek, ta od Facebooka, Google je dal ven Gemma, torej GAMS je v resnici zdaj narejen na modelu, na odprtem modelu, ki ga je dal ven sam Google in je pač dodana so slovenska besedila temu odprtemu modelu. To pomeni, da imamo pač en nastajajoči svet odprtih modelov, ki jih lahko vsak vzame in prilagaja za svoje namene. Zdaj, a so to nacionalni, a so to komercialni, ali so kakšni odprti, zaprti in tako naprej. Tukaj je ena kar velika ločnica, ker dokler je model in podatki in vse, kar je na voljo, vsem, imamo odprt svet. To se pravi, vsem je vsem na voljo. Tako kot nimate privatnih cest, recimo, ki se upamo, da plačujemo nadomestilo, ne? Plačujemo nadomestilo, seveda. No, in zdaj pa ta del je pa tudi važen. Imamo ta odprt svet, ki nastaja, in imamo zaprt svet, ki je kar lukrativen, zdaj vemo. In ta je predvsem trenutno v Severni Ameriki. Kaj bo z Evropo? Mislim, kdaj se bo tukaj začelo res neko, bi rekel, ekvivalentno uporabo, kot to, kar se zdaj dogaja znotraj Google, Facebooka, teh 4 velikih in tako naprej. Mi smo daleč od tega, zelo daleč. In tu nimamo nobenega nadzora in nobene šanse, da bi kakorkoli vplivali na to, čeprav je kar velik trg za Evropo. In to ni, to ni nekaj, o čemer bi jaz zares močno in projekt povejmo razmišljal. To, o čemer mi razmišljamo, je, kje smo s slovenščino, kje smo s podatki, kje smo z možnostjo, da nekaj naredimo specifično za slovenski jezik. Kaj to pomeni? To pomeni, da a bojo šla podjetja pošiljati svoje podatke v Severno Ameriko in oni bojo pošiljali nazaj, ali bomo imeli kaj svojega, kar boš lahko zaprl v svoj sistem, kot je recimo, če rabiš zelo oster nadzor nad osebnimi podatki znotraj medicine in tako naprej. Mislim, a bo obstajal toliko dober model, da bojo medicinska podjetja lahko uporabljala za slovenski zdravstveni sistem model in ne bojo šli takoj uporabiti bodisi kitajskega ali pa ameriškega. V resnici o tem govorimo. Govorimo o osnovni infrastrukturi za slovenščino in tukaj je tudi ta ločnica, ki jo je treba razumeti stališča avtorjev in založnikov. Če ta infrastruktura bo slovenščino imel umetni inteligenci. Če ne, bo šlo vse nekam ven, tja, kjer slovenščina ravno tako je, se bom nekaj tako je samo, ravno tako je, ampak morate pač pomisliti tudi na take stvari, kot ti modeli že znajo slovensko, in to kar dobro. In če ne bo dostopa do avtentičnih avtorskih tistih besedil, ki so prava, potem jih bojo začeli generirati. In tista slovenščina, ki bo v teh zunanjih modelih, bo v resnici vsa zgenerirana. Tega pa nočem. Ja, seveda se strinjamo. Gotovo, da te veliki jezikovni modeli, ki nastajajo v Kaliforniji oziroma v ZDA, pa tudi na Kitajskem, tam se to rešuje, zdaj poskuša se reševati na globalni ravni, mi preko IFRA, ki je Federacija organizacij za reprodukcijo, za
zastopa avtorje in založnike. Delamo na tem, tudi v Evropskem odboru, kjer sodelujem, se zelo veliko s tem ukvarjamo in seveda tudi na nivoju Bruslja in na nivoju svetovnih organizacij, kot so WIPO in druge, delamo na tem, da bi se to rešilo tudi na globalni ravni, ker se je dosti težje. Zdaj rešujemo to recimo na slovenski ravni in tukaj, kot sami pravite, ni ovir, model je odprt, čeprav raziskovalne narave je odprt za vse, torej tudi za komercialno uporabo. Zdaj pa kako pa založniki, Jan Smiš, vi ste prej omenili, kako pa založniki gledate na to, da je to možnost komercialne uporabe in tudi kako nadzorovati zdaj to komercialno uporabo. In tukaj se mi zdi, da je seveda pa to bolj pomembno, da uredimo vprašanje avtorske pravice. Jaz moram tukaj kar intervenirati. To nam pa daje garancijo, da ta model, ki se zdaj razvija, ne bo že pojutrišnjem inkorporiran v nek biznis model. In jaz se strinjam, tudi če bo neka, pa ne bom šel v isto omenjeno edicijo, jaz bom rekel tule. Govori slovensko. Ampak to slovenščino sem jaz, ko sem proizvod kupil, plačal. Če se avto z mano pogovarja slovensko, sem jaz to plačal. Torej, nekdo te besedilne korpuse že proizvajalcev ali telefona, ali avtomobila, ali pa razvijalcev opreme oziroma programa za nadzor našega zdravstvenega stanja oziroma medicine, to ne bodo brezplačne stvari. To se bo samo ta oziroma ta model se bo pač inkorporiral v ta program recimo za zdravstvo in se bo potem to bo zdravstveno blagajno oziroma mi bomo to kot uporabniki potem plačali. Zato, ker nam bojo rekli, veste, vaši podatki morajo biti varni in rabimo to, ampak osnovo pa ta model, ker smo mi nekaj zaslon dali. Meni to tule ne štima. Mogoče še Maja, z vidika založstva založnikov? Situacija je kot enačba, ne? Če nekaj jemlješ, ponavadi isto plačaš, če nekaj daš, pričakuješ plačilo, ne? Se verjetno ne gremo tukaj v neke visoke standarde, ampak pač, ne? S tem ovrednotenjem vsebin se ustvarja tudi nadzor, ne? Če pa rečemo, vse je prosto v nekem interesu, kar interes vsekakor je, obstaja in zelo bi zato, da se izpopolni in da postane slovenščina tudi ena taka močna, ne samo generirana in poenostavljena, in če s tem lahko pomagamo, sploh ni ovir. Ampak kot rečeno, model pač ne vemo, kam bo šlo, ali bo to zdaj za uporabo na našem območju, ali bo šlo na Kitajsko, ali kam bo šlo, to te stvari pač danes jutri ne vemo. Ko se bomo naslednjič o tem pogovarjali, verjetno situacija spet povsem drugačna. Tako da, če zdaj lahko to še ulovimo oziroma opredelimo, postavimo en model, ki ima finančni plus in minus, mislim, da bi se s tem strinjali in avtorji in založniki in tudi ostali uporabniki. Je pa vprašanje, če ta model obstaja, oziroma če se že v tej smeri verjetno tudi oblikuje, mislim, da ne. Mislim, hvala. Model licenciranja pač treba razviti. To se zdaj posod razvija, v Angliji se razvija CLA, ta njihova kolektivna organizacija, razvila model licenciranja, ki ga zdaj pač nekako implementira in je v dialogu z razvijalci teh vsebin, modelov umetne inteligence. Seveda, Anglija, tam je angleščina uradni jezik in ta je globalni jezik, to je seveda drugo. Ampak seveda te modeli se razvijajo, vsaka država po svoje razvija. Španci zdaj tudi razvijajo neke modele, čeprav v Španiji se je razvila neka španovija med raziskovalno inštitucijo in njihovo nacionalno knjižnico, ki razvijajo nek model MAR-IA, Intelligenza Artificial. Tako da tukaj so različni modeli. Ignacija Fridljac, kako pa vi vidite možnost nekega takega modela v Sloveniji, pa tudi kakšna bi bila vloga javnih institucij pri zagotavljanju takega dostopa? Naj poudarim, da v bistvu na področju znanosti smo tako rekoč založbe, ki izdajamo tudi znanstvena dela in smo bila predvsem tudi zato s tem namenom ustanovljene, tako rekoč že na nek način prosto dostopno predali naša dela s tem, ko je seveda na nacionalni ravni sama Agencija za
raziskovalno in inovacijsko dejavnost kot pogoj postavlja, ne, da so dela prosto dostopna takoj po objavi. To seveda pomeni na nek način konec slovenske tiskane znanstvene publicistike. Tega se moramo absolutno zavedati, ne? Ker s tem, ko mi prosto dostopno damo delo seveda na splet, ne? Potem gotovo ne bomo več dobili nobenih kupcev. Tako da bolj ali manj govorimo zdaj še o tem delu, leposlovnem slovenskem leposlovju, ki ga nekako založniki še uspemo ščititi, ne, ker smo na področju znanosti dobesedno bili na nek način prisiljeni v odprto znanost. In to je dejstvo. In zdaj moramo tu, vsaj na tem področju, potem bi morali razviti že nek recipročni model za nazaj, kako bi ta problem sploh na nacionalni ravni rešili. In seveda samo srčno upam, da bomo vsaj na nek način zaščitili ta slovenski leposlovni jezik z nekim modelom, drugega ne vidim kot seveda nadomestila avtorski. In tu je treba absolutno rešiti seveda na ravni Ministrstva za kulturo z ustrezno zakonodajo in službo za slovenski jezik. Ja, hvala. Sej replike, sam še Boštjan napom, da dam besedo, pa potem bi imeli pa replike kratke na tole. Boštjan, zanima me vsem, zdaj v Angliji je zdaj ta kampanja Make it Fair, ne? F-A-I-R, ne? Make it Fair, se pravi do vseh, ne? Tako do razvijalcev, ampak predvsem tudi do imetnikov pravic, ne? In oni se seveda zelo trudijo, da bi tukaj bil pravilen dialog. Zdaj, ti kot uporabnik, kot recimo kreativni direktor na agenciji, tudi kot imetnik pravic, kot uporabnika, se ti zdi tvoj tip uporabe fair do drugih imetnikov? Ja pa ne. Takoj se, vsaj v našem foku v reševanju, ker je pač neko ustvarjanje nekih vsebin, slik, sloganov in tako po naročilu, se seveda cela ta reč po mojem zelo precipira v stilu, da se svetijo oči, koliko bomo manj imeli stroškov dela, ne? Kaj vse bomo lahko, ne bo treba več fotografirati, ne, ampak bomo samo napisali prompte, pa bomo dobili lepe, in jih že dobivamo seveda, ne samo podobe, ne, tudi gibajoče slike in tako. Na začetku smo seveda vsi zelo hitro planili po tem, pa smo pa dosti hitro pogledali, da se mogoče malo vrtamo kar z dvema strojema v koleno noter, ne, ker tudi naročniki naši po drugi strani niso izolirani od tega, ne, in potem prvič, ko sediš na sestanku pri naročniku, pa on vmes nekaj reče potipka po telefonu, pa reče, jaz imam že 10 alternativnih verzij tega slogana, ki mi vi tukaj prodajate, ki mi jih je zdaj GPT sproduciral med tem, ko se mi pa pogovarjava, ali bom jaz nekaj uspel prodati za neke evre, ne, s katerimi bom potem nahranil sebe in svojo družino. Vsem se sveti oči, kako bomo pa šparali, kako bomo mi, vsak deležnik v tem bi nekaj imel, bi nekaj stisnil, bi nekaj, ampak na koncu vsi skupaj gremo dol nekam proti nuli. To je ta širša implikacija tega, da seveda, če bodo vse delali stroji, pol mi ne bomo služili denarja, pol mi ne bomo trošili denarja in pol se bo ta krog, v katerem zdaj živimo in smo ga navajeni, da teče, pač nekje postavili in bomo morali te temeljne premise te družbe, kako se kaj vrednoti in mislim, ne vem, univerzalni temeljni dohodek bo moral enkrat priti spet na mizo in tako naprej, ker drugač bodo v bistvu samo ljudje, ki obdelujejo zemljo in jo imajo, lahko živeli. Zanimiva niso dali vse dve. Ampak skratka, v poslu je tako, da se vsaka ta reč se v bistvu percipira skozi tem, kako lahko mi prišparamo. Mi konkretno, vsaka organizacija zase razmišlja, ne vem, produkcijska hiša za filme, fotograf, agencija, naročnik, vsak, ker smo pač v biznisu, gledamo to skozi to, kako prihraniti in kako še vsem to drago prodati. Ekonomičnost uporabe AI. Ampak dobro, Janez Miš, vi ste imeli repliko, pa če ima še kdo kako kratko repliko na tole temo, pa gremo še na zaključni sklop. Ja, jaz sem bil povedal način prekinja. Rad bi povedal to, da pred kratkim je potekala Google konferenca I.O. in oni so javno oznamili, da svoje produkte bojo vse zaračunavali. Torej tudi vse, kar je
z temi jezikovnimi modeli nastavil. Drugo je, rad bi to poudaril, da mi smo se povezali tudi z FEP-om pa ZIF-om in stališče FEP-a in IPE je, da se morajo avtorske pravice ščititi in da že zdaj pravzaprav imamo mi kolektivne organizacije, kot je recimo SAZAR, ki bi moral te avtorske pravice ščititi. Vračam se na vas, gospa Fridlova, ki ste rekla, da pravzaprav ves ta znanstveni tisk je javno dostopen. Jaz se sprašujem, pred leti so bila, oziroma še vedno mislim, da tečejo pogajanja z univerzami pa z gospodarstvom, univerza uradno nič ne kopira, gospodarstvo uradno nič ne fotokopira. Ampak kako za božjo voljo se pa potem te LLM-ji, a jih na roko tipkate noter, kako se to vnaša? Že tole bi mogla rdeča luč goreti na SAZR-ju in na vseh kolektivnih organizacijah pa ščititi avtorje. Pa se več ne dogaja. Sam me zanima, kako mislite tole, da za gospodarstvo nič ne kopira, ker sporazum z gospodarstvom je še nekaj drugega, tiste je sporazum na papirni ravni, za fotokopiranje. Ne, mislim čisto konkretno, recimo, že ta sporazum o fotokopiranju bi lahko zaščitil te javno dostopne knjige. Zaradi tega, ker jih univerze to uporabljajo, študijske namene, pa pravijo, da ne. Niso različne vprašanja, sam druga plat medalje, jaz sem se na drugo stran hriba postavil. Mislim, da sem član tudi te SAZR-ja in jaz mislim, da imamo neka orodja, ampak ne vem, če jih znamo dobro uporabljati. Orodja imamo, seveda, in zato si tudi želimo razviti model licenciranja. Zdaj, mogoče še gremo še na tretji sklop, pa potem lahko konec tudi vprašamo malo publiko, kaj meni, pa novinarje na to temo. Seveda, zdaj modeli licenciranja zaenkrat pa še ne obstajajo, tudi da bi se razvil model licenciranja je zelo pomembno, da imamo to transparentnost in da vemo, kaj se uporablja. Ker že zdaj, kakorkoli možnost pridržanja pravic zmeraj obstaja, tako da lahko vedno rečemo, tega ne bomo dali za modele AI. Zato sem tudi razumel, da nekako so te slovenski modeli spraševal, da kdo bi rad dal in s tem impliciral, da kdo pa ne bo dal, pač ne bo dal. Ampak seveda mi si pravzaprav tudi kot, bom rekel, skupnost založnikov in avtorjev želimo, da bi ti modeli nastajali s čim večjo količino del. Zato si jih tudi nazadnje želimo dati, ampak kot ste sami omenili, za pravično ceno. Zdaj pa tukaj tudi se postavlja vprašanje, da ne bi Slovenija razvila svoj kodeks ravnanja za umetno inteligenco in avtorske pravice, a bi tukaj bilo treba razmisliti o ustanovitvi nekega neodvisnega nadzornega telesa. Kako pa, Ignacija Fridl-Jarc, gledate na to? Gotovo so specifike seveda že povsem drugačne zaradi primerjave globalne angleščine in seveda našega zelo malega mikrosistema slovenskega jezika. Tako da gotovo je treba tu upoštevati te specifike in tudi določiti neke svoje parametre v tovrstni pravni zakonodaji. Tako da v tem pogledu bi zagotovo bilo potrebno ustanoviti neko komisijo za dialog med vsemi deležniki, ki so vpleteni v ta proces, ker da se zdaj kar nagovarja založnike, darujte, dajte, brezplačno, je seveda to povsem pravno sporno in tudi neurejeno. In ko ste šli v tak projekt in prevzeli tak projekt, bi morali morda ta razmera imeti na nek način že rešena. Ker potem na nek način smo mi kot založniki vedno prisiljeni v neko dejstvo, neko stanje, zdaj pa na nek način priskočite in pomagate, če ne, bomo na nek način seveda izgubili korak z širšim globalnim svetom in seveda tehnologijo in razvojem in tako dalje. Tako da jaz apeliram, čim prej naj se ustanovi tovrstna komisija, ki bo poskušala vzpostaviti razmerja in nek model, ki bo uporaben in pravičen za vse. In seveda apeliram zlasti na Ministrstvo za kulturo, da je tisto, ki vendarle zaščiti slovensko knjigojezik tudi v tem pogledu, slovenske avtorje, če nas že Ministrstvo za sedaj visoko znanost ni, na nek način nas je prisililo dobesedno v
brezplačno oddajo besedil. Treba poudariti, da je to vrstno licenciranje zaenkrat še v individualni domeni, tako da zdaj najbrž bodo kolektivne organizacije seveda zainteresirane, da se to uredi na kolektivni ravni, zato ker to bistveno bolj praktično tako za razvijalce kot za imetnike pravic, ampak zaenkrat je to še individualno. Poteka, to me zanima, strani založnikov, Maja, Jug, ste vi že začeli kakšne pogovore, razvoj nekih licenc za posamezne razvijalce slovenskih muzejev? V okviru Društva slovenskih založnikov zagotovo ne. Bi pa to povedala, zdaj, ko smo menjali poslovje, torej v tem kuru je vse, tudi stvarna literatura, dobra znanstvena literatura, ki je pač na voljo po teh pogojih, ampak dejansko založbe izdajo tudi stvarno literaturo, ki je tudi ena taka vsebina, ki je zelo popularna in uporabljena in na tem področju zagotovo to ne more biti prosto. Se veste, kakšno je to življenjsko delo nekega avtorja in če je že čisto nemoralno, da ga vprašamo, če to da brezplačno. Sicer pa tudi tako, neposredno avtorje tega, če avtor ni v samo založbi izdal ali še ni izdal, tudi ni imetnik pravice. Na vsakem primeru založnika, ki mu to greja in je verjetno, ko sem vesel, da to obstaja. Sicer pa ja, v bistvu pričakujemo, da se bo ta model najprej razvil in potem lahko avtorje nadgovorimo, da to pod nekimi pogoji. Verjetno se model najprej ne more razviti, preden dobi material. Sklepam, Simon Krek, mogoče pa se vidite. Ja, pogodbe se to dobro, zato smo tukaj, da bi to razrešili. Ampak vseeno me zanima, a ste pa mogoče vi z vidika razvijalca ne samo poslali pismo, poziv, da ne bi se te materiali dali na voljo oziroma zbrali, ampak ste tudi mogoče razmišljali o kakšnem modelu licenciranja? Mislim, v okviru tega projekta ne, ampak zdaj mislim, da bom moral biti malo daljši zaradi tega, ker moram pa tehničnih zadev povedati. In sicer ena stvar je ta, da mislim, tudi pač v smislu avtorskih pravic je treba razmišljati o tem, da obstajajo zelo različni postopki. Tisti prvi osnovni postopek je ta pre-training oziroma osnovno učenje modela, ki ga lahko zmorejo samo v bistvu par podjetij pa Evropa kot celota. Se pravi, da vi vzamete gradiva, te trilijone besed in tako naprej in naredite model. Se pravi, to je tako zelo omejena zadeva. In nekateri, ki to so lahko naredili, so pač dali te modele na voljo v odprtem dostopu in potem lahko mi to vzamemo, ker tega sami niti slučajno ne bi Sloveniji mogli narediti, tudi slučajno ne, mislim nikoli tako. In ta model prilagodimo s čimerkoli že. In zdaj, to, kar sem povedal prej, je v bistvu pomembno zato, ker imamo ta odprt del, kjer v bistvu naslavlja vse te stvari, ki so bile tudi tukaj povedane, kot recimo to, da imate na telefonu slovenščino, izhaja iz zelo specifičnih okoliščin. To, da so na voljo odprti podatki, recimo za razpoznavo govora ali pa sintezo govora, ki so bili narejeni znotraj določenih projektov, ki jih je financiralo Ministrstvo za kulturo in ostala ministrstva kakorkoli. Ampak če tega ne bi bilo, potem teh tehnologij ne bi bilo. Druga stvar je to, da je slovenščina in Slovenija uradni jezik Evropske unije. To pomeni, da Samsung in drugi razmišljajo o tem, ok, zdaj bomo pa pokriti tudi slovenščino. In to tudi naredijo. Razen seveda Apple, in potem je cela akcija v zvezi s tem, da pridemo do tega, da imamo menije, ker je kršenje in tako naprej. Ampak zakaj je kršenje? Tukaj je zadnji moč Evropske unije in trga Evropske unije. Sicer slovenščine nikjer ne bi bilo, verjemite mi, nikjer je ne bi bilo. In ta del, o katerem zdaj govorimo, je te vrste, da sploh obstaja infrastruktura, da lahko rečemo, ok, če boš ti delal odprt model, ki ga boš prilagodil, ne da ga boš iz osnove naredil, ampak ga boš prilagodil, ali boš lahko dobil slovenske podatke. In to je ta projekt, kjer mi lahko rečemo,
če boš delal odprt model in boš prilagodil stvari tudi za slovenščino, da bo ta lahko tam in tam v teh aplikacijah, potem bomo mi imeli možnost, da tem ljudem damo te podatke. A ne? In zdaj, potem imamo pa situacijo, ker absolutno jeziki niso enakopravni med sabo. Zaradi tega, ker imajo različno ekonomsko moč, različno količino podatkov in če imaš ti 2 milijona govorcev, si v zelo različni situaciji kot tisti, ki imajo 80 milijonov govorcev. Kaj to pomeni? Zdaj imamo recimo primere Estonije in Islandije, kjer so se že kolektivno kot družba in kot država odločili, nas je toliko malo. In tako nekomercialni jezik imamo, da bomo vse, kar imamo, dali vsem na voljo, kdorkoli hoče. Komercialno, nekomercialno, karkoli. Pač tam je milijon govorcev, Estonija, ne vem, Islancev je pol milijona ali še manj. Ja, no. In pač to je logična, racionalna odločitev. Mi z 2 milijonoma, in to je odločitev, ki je bila že sprejeta, da se razumemo. Sploh ni vprašanje avtorskih pravic več. Tam jih ni več. Za ta namen, za ta specifičen namen. Mi se bomo pa pač morali odločiti, kaj bomo s tem naredili, kje bomo. Ker bomo imeli mogoče malo več jezika v umetni inteligenci, ali pa malo manj, ali pa malo slabšega, ali pa malo boljšega. In to, kar je namen tega projekta in tega, kar mi počnemo, je v bistvu zgolj in samo to, da zagotovimo infrastrukturo, da se, če se slučajno kot družba odločimo, da bomo šli v to, da bomo dali te materiale na voljo, da bojo kje na voljo. No, ampak sej, če obstajajo licence, ni razloga, da se ne bi dogovorili za neko licenciranje. Sej, konec koncev, jaz razumem, da so se mogoče Estonci pa Islandci za to odločili, Norvežani pa, ki imajo bistveno več denarja, pa recimo niso, ne? Ali pa tudi Britanci, ne nazadnje, ki bi se tudi lahko, ne? Mislim, tle je zdaj vprašanje, kaj, seveda v narodovem interesu je, da take zadeve nastajajo, ampak make it fair, kot pravijo Angleži, ne? Seveda mora to biti, zdaj, da se bomo mi odločili, to je pač stvar nekega, rekel, ni stvar nacionalnega konsenza, to je stvar založnikov, avtorjev, imetnikov in vas razvijalcev, ne? Konec koncev tukaj lahko država nekaj pomaga, lahko konec koncev medijira na nek način, ampak gre konec koncev za rekel, čist pravice avtorjev in založnikov in interes razvijalca, ki pa je tudi recimo v narodovem interesu, ne? Zdaj, mogoče še jaz bi Lahko samo nekaj dodati. Ja, izvolite. Ena stvar moram dodati. In sicer, zakaj sem prej rekel o tem prilagajanju? Ker en del, ena stvar, mislim, da je dosti pametna, ki je Evropa počne kot Evropska unija in komisija, je to, da se ustvarjajo tako imenovani podatkovni prostori, pravi data spaces. In del te infrastrukture, kar pač tudi mi počnemo s tistim evropskim projektom, je language data space. Kar pomeni, da se bo ustvarila infrastruktura, kjer bo vsak lahko prodajal svoje podatke. Ampak to, da jih potem svoje podatke naprej prodajaš, ni v nobenem smislu ne škoduje temu, da date svoje podatke na voljo tudi za osnovni odprt model. In če bi jaz kaj zagovarjal, to pa zdaj malo bolj osebno stališče, je to ta paralelni svet, kjer bo itak infrastruktura na voljo za prodajo, in tam se bo v resnici videlo, kdo lahko kaj proda. Mislim, koliko je jezik in vaši podatki, koliko so vredni. Zato, ker seveda bo OpenAI prišel do Le Monda in bo ga skušal odkupiti na ta način, da ne bo Le Monde nikomor drugemu več sploh mogel svojih podatkov prodati. In ko se enkrat pa začne ta komercialni svet vrteti, se pa zapre odprt svet. Odprti del, odprti podatki, odprt model. Tam, kjer bi lahko imeli vsi pač korist od enega odprtega modela, ki bi imel vse. No, zdaj vemo, kakšno je načelo
intelektualne lastnine zmeri achieving the balance, ne, da iščemo ravnotežje med varovanjem avtorskih pravic in dostopom do odprte družbe. Tako da tega bomo morali verjetno najti, kot ga iščemo tudi v svetu. Mogoče še kratke replike z vidika na tole kratko, sicer pa bi imel še eno vprašanje za Boštjana Napotnika, potem bi pa dal besedo Hugo. Ja, jaz bi pravzaprav pričakoval, da ko se je ta projekt začel pripravljati, pa se je podprl, da se bi del sredstev pač tudi za jezikovni korpus rezerviral. Saj to ni nobena umetnost. Jaz mislim, da je bilo tole, če projekt je itak iz nekih ali nacionalnih ali evropskih sredstev podprt, in bi, dokler nimamo dogovora o licenciranju, bi lahko rekli, ok, ne moramo vam dati tokle, ampak tokle vam pa lahko dam. Pa se bi mogoče tudi na drugačnih osnovah za nas pogovarjati. A lahko še eno stvar dodam? Skratka, kdo je omenil Franjo? Ja, vi ste omenili Franjo, ja. Okay. No, kako je Franja nastala, da vam povem? Kako? Ne, Franja. Franja, se pravi, to je specifičen del, svoj portal. Takole, v projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, ki je potekal med 20 in 23, je bil dejansko del denarja namenjen za odkup dvojezičnih slovarjev. S tem sem se res osebno ukvarjal, zaradi tega, ker sem delal dvojezične slovarje še na DZS-ju 30 let nazaj. In ta svet zelo dobro poznam. In odkupljenih je bilo v bistvu 24 avtorske pravice za 24 pač del tipa slovar, med drugim so bile tudi veliki splošni leksikon in tako naprej. In to je omogočilo, da je sploh so bili ti podatki dani na portal Franja. Kaj bi se zgodilo sicer? Zgodilo bi se to, kar se je tako ali tako zgodilo. Založbe niso bile več zainteresirane za izdajo slovarjev, sploh ne tiskanih, ker jih noben ne kupuje, ni bilo zadost profita iz spletnih in ostalih verzij in to je potem poniknilo v črno luknjo. In edino, kar je bilo mogoče narediti, je to, da se reče, ok, ali so zdaj avtorji, glede na izkušnjo, ki jo imajo s tem, kaj se je dogajalo z njihovimi deli, pripravljeni za nek denar se odpovedati avtorskim pravicam. Izkazalo se je, da ja. Ampak to je bilo nekaj, kar je bil že proces po določenem času, kjer smo vsi vedeli, kje smo. Tukaj je bilo vprašanje, če bi slučajno mišli na to, da bi čakali, da se tak modeli vzpostavijo glede na uporabo avtorskih del znotraj umetne inteligence, bi lahko čakali še naslednjih 10 let. In zaradi tega je zdaj ta projekt tam, model je, in tukaj smo zato, da točno to preizkusimo, kakšen bi bil ta možni model, ker tako, kot ste vi rekli, odgovora še ni. To se pravi, mi ne bi mogli začeti, če bi rekli, zdaj bomo pa čakali na ta odgovor. Hvala, Boštjan Napotnik, še zadnja beseda, preden damo besedo publiki. Kako pa zdaj ti vidiš vizijo, kakšna je tvoja vizija nekega sodelovanja med imetniki avtorskih pravic in pa novimi nastajajočimi mediji? Jaz mislim, da se pogovarjamo, ne. Sem sam, je pa zdaj spet, ne, tukaj se ljudi, ne, gremo se zdaj hitro zmeniti, ker drugače nas bodo itak buldožerji ameriški, kitajski, vsak z ene strani povozil. Po drugi strani bi nekaj imeli za to, ne, če zdaj nekaj damo, da dajmo imeti. Vprašanje je samo, kdaj pa koliko. Tako da, mislim pa, da smo vsi malo, če rečem neko metaforo, jaz zdaj rečem, ker ne vem točno, kaj se dogaja, da imam feeling, da surfam na valovih, na napol napihneni tej blazini, zaležani, zračni. In je tudi tle se mi zdi, da imamo, te zadeve se tako hitro dogajajo in mislim, jaz sem zelo skeptičen do teh, nisem tak zelo, recimo v agenciji mlajši ljudje so veliko bolj navdušeni uporabniki vseh teh tehnologij, kot mi, ki smo že malo starejši, kot malo, kaj mi oni reče, boš videl čez 3, zdaj bom to znal že prste narisati čez 2 tedna in pol jih res zna. In mislim, hitrost, s katero se te zadeve odvijajo, mislim, jaz sem, tudi, ker me je Luka povabil na to okroglo mizo, sem kaj spoj,
jaz sem toliko razpet tle med nekaj, ne vem, strahove, pričakovanje, upe in vse, ta tehnologija, mislim, ko so rekli, ja, to je samo orodje, mislim, razumeš, jaz kladivo razumem kot orodje, kaj se z njim da narediti, teh strojev, ki merjajo in iščejo prediktov in teh modelov in to jih pa ne razumem, ampak delajo pa ful zanimive stvari, ne, vidijo nek mali tumorček, ki reče, ta se bo lahko razrastel s tako in tako verjetnostjo, napovedujejo, kako bo valovalo Jadransko morje tam v Benetkah, veliko nekih zadev se dogaja, ne. Mi ga pa uporabljamo za to, da vprašamo, kdo je zmagal v finalu Lige prvakov. In zato uporabljamo, ne vem, resurse, vode, elektrike in ne vem še vsega. Tako da sem mogoče pač kot ta generacija X, malo se mi še fajn zdi, da probam temu slediti, temu tempu in tako in se počutiti mladega, po drugi strani pa ne morem, da se ne počutim malo starega, ker sem zelo zadržan, mogoče malo teh stvari, ki me jih malo tudi je strah. Dobro, hvala za ta uradni del te debate. Zdaj pa vprašal še čez publike, kakšen glas. Dobri, gospod. Ja, pozdravljeni, Jasmin Prelik, avtor, pisatelj Pravskega stališča. Me zanima, imam eno vprašanje in to je, a lahko avtorji v pogodbah sploh prodamo pravice za način uporabe, ki še ne obstaja v podpisu pogodbe. Ne vem, vse pogodbe, ki so bile podpisane pred letom 2020, a sploh založniki imate te pravice za strojno uporabo? Kar jaz poznam te zadeve, pa nekaj jih, je tako, da eni dajo pogodbe za vse bodoče uporabe, ampak to načeloma ni veljavno. Ja. Tako da je treba, to mora biti eksplicitno. Mislim, seveda zdaj, kako bo kako sodišče odločilo, tega ne moramo videti, ampak načeloma to mora biti eksplicitno navedeno. V načini uporabe mora biti navedeni, tako da bom tako rekel, zdaj, če jih nekdo leta 2018 ni prodal za to eksplicitno uporabo, tudi če piše, da je za vse vrste uporabe, je načeloma to ni veljavno. Ampak, kako bo odločilo, to je nezavezujoče pravno mnenje, kako bo sodišče odločilo, tega ne vemo, ampak v principu morajo biti vse uporabe eksplicitno taksativno navedene. Pa vam poslednji še komentar glede fair use-a, da se mi zdi, da modeli ne rudarijo, ne zgolj dodarijo po tekstih, ampak jih tudi reproducirajo, kar je pač klasična oblika kršitve avtorske pravice, zaradi tega, ker jaz z enim specifičnim upravnikom lahko dosežem, da model izvrže specifične stavke, ki jih je dobil prek mojega dela. Tako da, tudi pač, ja, ne vem, kako bi to lahko kot fair use seštel. Pa še ta ideja je, da modeli se ne morejo učiti na strojno generiranih besedilih. Pač, če ti korpus, a je to res? Ne, se vaš učijo. Ampak na katerem koli besedilu, kar ne, ampak kvari se njihova uporabnost, to je bil en arhiv. Pač ja, ampak ja. Ampak to se pravi, bo slovenščina, ki je bila napisana pred 2021-2022, bo zavedno najbolj uporabna za model. Mislim, tako, ne? Te razumeš nekaj. Znotraj projekta gremo v NUK in vprašamo, ok, vi imate veliko gradiv in kaj lahko dobimo, tisto, kar ni več avtorsko zaščiteno, se pravi zelo stare zadeve in to, kar je internet, kar itak že je. In to pomeni, da tisto, kar bo šlo noter v učenje modela, bo zelo stara slovenščina in specifična spletna slovenščina. In mislim, to odločitev, ko jo sprejema človeka, je tako, kar boš dal noter, boš dobil tudi ven. In zdaj, zato pravim, da je zelo pomembna ta kolektivna odločitev, ker če nimaš dostopa do tega, potem pač bo tak model delal, kot bo delal. In saj jaz, kot to, kar počnemo in kar delamo s to infrastrukturo za digitalno slovenščino, si zelo želim, da bi bila ta slovenščina boljša. Ampak, če bo problem te vrste, da bomo rekli, ne, to pa ni dostopno, to je pa, mislim, sicer ne vemo točno, kako bi ta nadomestila izpeljali, ampak do takrat, ko bomo to vedeli, pa ne bo
dostopno, potem bo pač slovenščina tam taka, kot bo. A pa lahko od vas pričakujemo, da boste nekoč rekli, ok, zdaj smo s tem našim delom zaslužili toliko pa toliko, zdaj bomo pa mi pogledali, katera dela so bila v naši bazi in bomo to porazdelili. Se mogoče bo to nekaj centov, nekaj evrov za vsakega umetnika avtorske pravice, ampak na dolgi rok bi teoretično to lahko. Mislim, zato sem pač prej zelo poudarjal to razliko med pripregajanjem modela in delanjem osnovnega modela. Ne? Mislim, se pravi, takrat, ko nekdo zares vidi, da je karkoli dobil ven nazaj denarja, in to je tisti primeri, ki so bili prej, pač medicina, karkoli že, mi nič ne dobimo, mi samo model naredimo. Se pravi, da, mislim, ne vem, kje je tukaj ta dobiček, ampak dejstvo, a tak model imaš, kakšna slovenščina noter je ali ni, pa ni komercialno. Dobro, imamo še par vprašanj, tam je gospa Petrič imela, potem Ignacija ima nekaj, ne sem, če lahko najprej gremo. Jaz sem kar ostala. Jaz sem z Društva slovenskih književnih prevajalcev in sem tudi v bistvu predstavnica avtorjev, pa sem mislila tako mini poročilo z terena povzeti, zato ker se mi na društvu tudi zelo ukvarjamo s to temo. Namreč mi smo tako kot založniki v bistvu dobili tudi preko članov neko opozorilo, da povejmo si nabira besedila in da avtorji v bistvu naši ne vejo točno, kaj narediti s tem dopisom, ali dajo besedila ali ne, in smo začeli pač spraševati predstavnike CJVT-ja in smo se tudi dobili na enem sestanku, predstavniki avtorskih združenj, Stomšičeve 12, torej poleg nas še predstavniki Društva pisateljev, Slovenskega centra PEN in Društva slovenskih literarnih kritikov, in smo imeli z gospodom Krekom in ekipo pred nekaj tedni en skupni sestanek. V bistvu smo, lepa hvala za to debato, na istem čovnu, z založniki, zelo podobna mnenja imamo, zelo podobne teme smo obdelovali že na tem internem sestanku. Bi pa opozorila mogoče še na neke vidike, ki jih tukaj nismo zdaj odpirali, poleg vprašanja avtorskih pogodb, vprašanja TDM-ja, transparentnosti, nadomestil. Konkretno v bistvu mi že beležimo zelo problematične, v smislu strojno problematične prevajalske prakse, torej najbrž strojno prevedenih knjig, ki se pojavljajo v sistemu COBISS, kar pomeni, da so pač poleg obveznih izvodov s tem povezani tudi nakupi, ne vem, v splošnih knjižnicah, in z strojnimi prevodi, ki so v bistvu tudi problematični na ravni tega, da so financirani iz javnih sredstev. In tudi, kot veste, nabava knjižnična je financirana iz javnih sredstev in moje vprašanje je v bistvu pravzaprav, kaj narediti na tej ravni. To so zdaj recimo neki primeri, ki smo jih detektirali posamezniki, najverjetneje sum pač obstaja, zato ker pač ljudje, ki to počnejo, nimajo ne jezikovnih, ne prevajalskih referenc in se lotevajo prevajanja klasikov. Klasikov zato, ker seveda pač se ne rabijo ukvarjati z nakupom avtorskih pravic. Mislim, to zna postati pač nek poslovni model, klasiki se berejo v šolah, vključeni so v kurikulume, lahko se znajdejo na maturitetnem branju, ki so v bistvu, kot veste, pač velik biznis tudi za založnike. Skratka, to je eno tako, mislim, to je ena stvar, s katero se bomo morali soočati in pravzaprav ne vem, kakšno je vaše mnenje, kaj narediti. Ker je pa nemogoče, je pa seveda zasledovati nazaj, to smo pa tudi spraševali v nekem tehničnem smislu, ali gre dejansko res, ne vem, za 100% strojni prevod ali ne, ali je to pač, ker sami seveda kot jezikovni profesionalci zagovarjamo seveda uporabo pač novih orodij in v tem smislu nismo prestrašeni pred umetno inteligenco, ampak je pa to vprašanje tudi zato, ker gre za financiranje iz javnih sredstev, tudi zato, ker smo se obrnili tudi na tole Združenje potrošnikov Slovenije,
kjer so nam povedali, ja, da če je izdelek, torej prav mnenje imamo izdelano, če je izdelek nastal recimo z umetno inteligenco, mora to biti nujno označeno in potem je vprašanje, ok, kdo zdaj recimo dobi knjižnično nadomestilo, ne? Tako da to so te dileme, s katerimi smo se zdaj začeli spraševati pač na našem polju in pač, če imate mogoče kak komentar. Ja, hvala, to je sicer zelo široka tema, da govorimo o inputu, ne tako o outputu, ampak cel gospod Mišek bo dobila tudi govoril. Jaz imam eno zelo kratko informacijo. Torej na zbornici založnikov in knjigotrstva se pogovarjamo o tem, da bomo pripravljali neko licenco oziroma nek znak knjiga pripravljena brez umetne inteligence oziroma jaz mislim, da se zdaj delamo na teh merilih, na tem, mislim, jih moramo slediti, ampak slej ko prej se strinjam z vami, da pravzaprav z javnimi sredstvi kopiramo tisto, kar nam je umetna inteligenca vzela brezplačno. Jaz samo odgovor strani založnikov na vaše vprašanje. Zdaj, kar je bilo, ne? Zdaj, to je tisto, kar ni urejeno, regulirano in pojavljajo se vedno nove stvari, ne? Ampak, ko mi založniki kupimo avtorske pravice, se pravi za prevod od tujega založnika, ima že kar večina založb v svoji klauzuli za nas, založnike, da prevod ne bo stroj. Da smo zavezani, da bo prevajalec pač fizična oseba, oziroma tisti, ki je za to pač odgovoren, zmožen in tako naprej. Tako da mi si ne bi smeli privoščiti, oziroma če to obstaja verjetno kršitev, da se strojno prevaja, ker to se skupaj za sabo potegne to, kar ste rekli, tudi od knjižničnega stila in tako naprej. Hvala, zdaj pa že Ignacija imela še par komentarjev, replik ali nekaj, tako pojma v bistvu zaključili zadevo, če ni nekaj še dodatnega. Tu je še. No pa Ignacija prosim. Ne si, jaz sem želela zgolj en kratek odgovor, take praktične narave, kako pomemben je ta vsebinski zajem del, je z mano delila Bogomila Kravost, recimo zadnjič, da če vprašaš v italijanski chat GPT-ja, nekaj v slovenski manjšini je napisano izrazito pejorativno. Zakaj? Ker zajema italijanske knjige, ki o slovenski manjšini pišejo sorazmerno negativno. Tako da ta tudi vsebinski zajem bo treba nekoč v eni debati načeti, kar je zelo pomembno. Ja, prosim, če še vprašanje izpodite. Ja, še bi samo Mateja Trajanšek iz Nevezne knjige. Da bi tudi jaz sem povzela vse to, kar ste povedali na panelu. Namreč, vi ste prej govorili o tem, da za Fran, da ste celo se odločili in ste kupili pravice za slovarje in to se vam je zdaj korektno, kar seveda tudi je, kar ti gre za avtorska dela. Ne zdi pa se vam primerno ali pa ustrezno ali pa sploh, da bi bila namenjena sredstva za začetek projekta, ker vsi prisotni tukaj poudarjajo, da bi za literarna dela namenili tudi neka sredstva za nadomestilo in za urejanje licenc. Velika razlika je med Franom pa med tem, kar bo ta vaš model potem omogočil pri uporabi. Fran je slovar, to so besede in razlaga teh besed. Iz tega se ne da nanizati na ogrlico nekega novega izdelka, nekega novega produkta. Umetna inteligenca bo pa, kar je še posebej ta zadnji primer, pokazal, bo pa omogočila nova dela. Ki ne bojo sicer avtorsko varovana, pa bodo nova dela. In vi menite, da bi bilo ustrezno in korektno, da za ta dela ta avtorska dela ne bi nič bila. Vse, gremo v svet usporednosti, v svet, kjer bojo dela ustvarjali živi ljudje, pa svet, ki ga bodo ustvarjali avtomati. Vse to se zavedamo, da tak svet bo. In samo s takimi nekimi znakami, nalepkami, kar je gospod Mišek rekel, bomo ljudje sami rekli, ja, tole bom brala, tole ne bom brala. Ampak, veste, naše avtorje moramo verovati, ker na koncu jih ne bomo več imeli, ker jih ne bomo več mogli prodati. To, kar se dogaja z znanstvenim delom. Mislim, da je to zelo pomembno. Ja, se bojim, da se bom večkrat ponavljal, ampak po mojem je treba to razjasniti. Mislim, da skušam biti grafičen. Se pravi, če vi hočete dobiti, upajmo, 40 milijard besed, zdaj jih imamo pa približno 10 v vsem, kar imamo, vsem. To se pravi,
v vseh znanstvenih publikacijah, ki so dostopne, v korpusih Gigafit, posod, splet, mislim, vse, kar je 10 milijard. In če hočemo priti do 40 milijard in kakorkoli razmišljate o odkupu, si lahko razmišljate o centih, ki bi bili, mislim, pa manj kot centih, od besedil, ki bi jih rabili za to. Se pravi, modela ni, modela za odkup pravic ni, medtem ko v primeru teh slovarjev je pa bil. In to na podlagi zgodovine, ki je govorila naslednje. Dokler so bili slovarji tiskani, so se zelo, zelo dobro prodajali. Potem, ko so bili digitalizirani in je odšel CD-ROM in je ostal samo splet, ni bilo mogoče nič več prodati. In to je model, ki je, če razumete, se pravi, resničnost okolje se spremeni in potem veš, kaj narediti. Tole okolje je zdaj trenutno še prenovo, da bi vedeli, kaj narediti z odkupom. Kar lahko naredimo, in moje mnenje je, da bi morali to narediti, je pač infrastrukturo, kjer se zberejo podatki, da so lahko na voljo za umetno inteligenco. In verjetno bi bilo treba, po mojem mnenju, narediti en osnovni model, ki bi bil na voljo vsem pod enakimi pogoji. Ostalo je pa dejansko stvar potem licenciranja, prodajanja podatkov in tako naprej, za kar se tudi že ustvarja infrastruktura v Evropi. To je tisto, kar je. Hvala. Tam zadaj je še bilo nekaj, še nekdo imel. Ja, gospod, ja. Ja, jaz bi samo na kratko, torej mislim, da je izjemno kompleksen ta tržna ekonomija, sistem vrednotenja. Tukaj se mi zdi pomembno, se želimo preproste scenarije, vrednotenje ustvarjalnosti in vrednotenje uporabe za kakšne namene. In jaz se tako predstavljam, da če pridem, da se želim v stare čase kupiti knjigo, da imam za namen uporabe osebnega prebiranja, da pridem v knjižnico kupiti knjigo za namen uporabe, da bom poučeval v šoli, da bom ne vem kaj z njo počenjal, bolj množično s tem nekaj pridobival, da ko bo se ta model licenciranja razvijal, da nekako to dvoje vrednotite. Torej ne samo kaj je dovoljena uporaba, koliko je vredna kakšna uporaba. Da pač bi avtorji pa tako pristali, da bi neke postavke za individualno tako, za učenje jezikovnih modelov, da bi na obeh straneh tehtali, ko boste model licenciranja vzpostavili. Hvala za ta konstruktiven komentar. Jaz bi s tem okroglo mizo končal. Zahvaljujem se vsem sodelujočim, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in tudi publiki, ki